Anja, pa Laura, ne reči, da ne bi videli noter več tehnici. Mislim, da je za 10 minut dosti. Gremo na naslednjo točko, to je 6. točka in gremo najprej v sklepu spremembi meje podrobnega prostorskega načrta za enoto urejanja prostora 10-10-11. Urška. Lepo pozdravljeni. Kot rečeno, občinskemu svetu predlagamo, da sprejme sklep o spremembi meje podrobnega prostorskega načrta za enoto urejanja prostora CEK10 in CEK11. Sklep se nanaša na naslednjo točko, ki jo imate v gradivu, to je odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu. In sicer prejeli smo pobudo pobudnika, ki je lastnik zemljišč, na katero se to območje nanaša. In ker del zemljišč sega izven območja, kateremu je z občinskim prostorskim načrtom določeno izdelava občinskega podrobnega prostorskega načrta, predlagamo, da se vključi ta del zemljišča, ki sega izven tega območja in se zaradi celostnega urejanja prostora ta meja v našem predlogu skladno popravi. To omogoča občinski prostorski načrt, neko 142. člen in je naša utečena praksa, s katero se srečujemo med našim delom. Ampak jaz bi predlagala, da se predstavi tudi 7. točka, da se navezuje istočasno, da bomo vedeli, zakaj, o čem smo govorili. Na displeju boste dobili tudi grafik tega območja. Z moje strani samo nekaj uvodnih besed o samem postopku izdelave občinskega podrobnega prostorskega načrta. V nadaljevanju bom predala besedo izdelovalki OPPN Mateji Sušin Drevce, katero je investitor najel za izdelavo OPPN-ja. Sam postopek prostorskega akta je potekal skladno zakonom o urejanju prostora. Prijeta so bila vsa potrebna mnenja, v postopku je bilo ugotovljeno, da celovite presoje vplivov na okolje ni bilo potrebno izvesti, organizirana je bila javna razgrnitev, javna obravnava, v tem sklopu ni bilo podanih nobenih pripomb, zato smo skupaj z izdelovalko z postopkom izdelave OPPN-ja nadaljevali. In občinskemu svetu, in na koncu so bila pridobljena še enkrat vsa potrebna mnenja. Občinskemu svetu pa predlagamo, da se prva in druga obravnava odloka združita, saj med prvo obravnavo, med tekstom odloka v prvi obravnavi in tekstom odloka v drugi obravnavi ne bi bilo sprememb, kolikor seveda občinski svetniki ne boste podali nobenih pripomb. Zdaj pa predajam besedo Mateji. Lep pozdrav, moje ime je Mateja Sušin Drevce, sem povrčana arhitekt in prostorska načrtovalka, sem prebivalka Brežic, zato prostorski akt v občini Brežice gledam še malo drugačnim izzivom, kot so vse ljudje po drugih občinah. Območje OPPN-ja se nahaja v neposredni bližini osnovne šole Cerklje, to je to območje. Mogoče samo dve besede vezano na sklep prejšnje točke. To so enote urejanja prostora, ki jih določa OPN. Načeloma naj bi se in OPN tudi določa, da se v tej enoti urejanja sprejme OPN. Načeloma se OPN izdela za celo enoto urejanja, vendar seveda glede na pobudo in glede na stanje v prostoru se lahko tudi območje drugače določi pod pogoji zakona in pod pogoji, ki tudi določa občinski pravilnik. OPN določa, v bistvu dela nekaj večji meril, kot potem OPN, tudi se dela na geodetskem načrtu, seveda zelo natančno, predosta do nekih odstopanj lahko bila k temu podlag. Ali pa recimo v tem primeru, da je tudi za smisel zaključevanja celote, ker se pač to celotno območje novito ureja, zato je smiselno, da se območje OPPN izdela v tem predlaganem območju, tudi navezava infrastruktura in tako naprej, bom razložila naprej v nadaljevanju, ne onemogoča pač nadalje pozidave prestalega območja. To je tisti ključni pogoj za sklep pri prejšnji točki.
obstoječe stanje. Se bom še naprej, te nas vse točke bolj zanimajo. No? To je v najposlednji bližini od Krke, v regionalne ceste in tako naprej. No, mogoče tole, to je danes nepozidano območje, kot smo tudi prej videli. Povem zato, ker smo tudi tukaj predvideli neko povezavo, ker je to območje že dlje časa nepozidano, ker je zaradi lastniških razmer dostop onemogočen do vseh ostalih stavbnih zemljišč. Stanje v naravi. Torej, naj povem, da še to, da OPPN določa da rečem, samo še merila in pogoje za umestitev objektov v prostor, pač to, kar se zdaj, kot sem izvedla, pojete, če obravnavate OPPN na tej sklicu občinskega sveta, OPPN določa namensko rabo. Torej, OPPN je že določil, da se tukaj gradijo enostanovanjske stavbe, namenska raba, SSE, mi se za OPPN samo pogovarjamo še o tem, na kakšen način se bodo te stvari uredile, določa se infrastruktura, oblikovnost objektov, pomožnih objektov, zagotavlja se varovanje okolja, upoštevajo se vsi pravni režimi varovanja, infrastruktura, parcelacija, etapno zgradnje in tako naprej. Tudi po strukturi dobro to, da se zasaditi. Torej, nek koncept je bil podan, oblikovanje po 5 gradbenih parcel, zmeraj izhajamo tudi iz določb, nekaj splošnih določb OPN-ja, tukaj se da spuščamo prenesti na lokacijo glede na danosti prostora, potrebe investitorja in tako naprej. V tem primeru pač smo v konceptu upoštevali, skušali zagotoviti čim več zunanjih kvalitetnejših bivalnih površin, kajti splošni tip določa, da je od njih parcelnih meji 4 metre. Mi smo objekte v bistvu te glavne želeli koreniti na sever, da se pač na južnem delu omogoča kvalitetnejši prostor, zato so tudi te odmiki na jugu potem večji. Prav tako velja tudi na zahodni strani, da se nekaj privatnosti omogoča. Tako, to so podrobno, če zdaj opisi, ker imate v odloku, to ne bomo šli. Kot sem prej povedala, infrastruktura, območje se je kompletno infrastrukturno opremi, pridobljala se vsa pozitivna mnenja na svet urejanja prostora, kot sem prej napovedala, to je možna povezava tudi, ali pa navezava na to zaledno območje, kjer bi sicer bila logična, da gre iz vstopne ceste, da se vas pomet okoli ne vozi, vendar tam je težava in če bo interes, je tudi mogoče. Elektroenergetsko in te zadeve. Tisto, kar je mogoče za vaše svetnike, malo na občinski svet je malo drugačne predstavite kot v javnosti, ker vas zanimajo druge stvari. Občina infrastrukture ne bo financirala, se pravi, sestavni del OPPN je rad ekonomike in na to bo sledila pogodba o opremljanju z investitorjem, na katerega se prenese obveznosti finančne, tudi v zvezi s financiranjem izgradnje same infrastrukture. Po izgradnji infrastrukture se ta prenese brezplačno upravljanje nosilcem oziroma upravljalcem, se pravi del infrastrukture, ki je v upravljanju občin, se prenese na občino. Tako da finančni pozirist v tem segmentu ni. Je pa v bistvu glede na pobudo občine in tudi predne skupnosti puščen dolgoročno tudi koridor ob cesti, če bo kdaj potreba poširiti cesti, tudi tukaj predvidena neka, oziroma je evidentirana kot neka medkrajevna kolesarska pot. Čeprav pa cesta ni obremenjena na dolgoročno, pač moramo gledati in rezervirati koridor, da se pač to ne onemogoči. Je pa cesta predvidena za javno dobro, kar ni dolgoročno predvidena samo za naparjanje, teh 5 parcelov tudi za zaledje. Hvala za enkrat. Hvala. Želi kdo razpravljati o tem? Oziroma verjetno, da danes bo razpravljati. Ja. Kdo želi razpravljati, naj se prijavi. Dobro, zaključujem razprava, bo določil sam stres. Hvala, da je v imenu odbora tukaj nekaj povedal. Na odboru smo podprli obe točki, se je pa pojavil problem spet na vrste komunalne mrežice, odvoza smeti, ki smo ga tu izpostavili, prosil gospod Matej, če same zdržite. Če sem prav razumel na odboru, dejansko zbirališče smeti bo v tej glavni cesti in bo tiste zadnji lastnik parcele dobrih 100 metrov mogel, bom rekel, karto za smeti vozi, da bo komunalno lahko pobrala smeti na tem odlagališču, ker po nekaterem odvoku, to ne predstavlja,
postavljena komunala, da ne sme voziti veliko s kamionom več kot 50 metrov. Nikjer ni predeljena obračališča za kamione, tako da ne vem, jaz mislim, da je to velik problem in da bi bilo tukaj treba nekaj doreči tudi glede tega odvoza smeti pa vožnje s kamionom ali pracijsko naprej. Tako da Mateja, to sem še malo povesti na to temo. Hvala. No, skratka, predvidena je samo, da rečem, notranja interna cesta, na koncu ni predvidenega obračališča, ker imamo pač več nekih temeljnih pravil prostorskega načrtovanja, tudi z vidika, da rečem, racionalne rabe zemljišč, pomeni, da bi bilo v bistvu dosti več prometnih površin, s tem tudi manj zelenih površin, seveda pa tudi manj da rečem, izkoristka prostora in manj gradbenih parcel. Po OPN-ju občine Brežice je mora biti za sled po ulico, ki je daljša kot 50 metra, mora biti obračališče predvideno. Če ne je pač zaradi tega, če ne je pač odvzem smeti, mora biti v javni površini, zato je tukaj predviden odvzem smeti ob tej glavni obstoječi cesti. Pač zmeri se glavne ne pa sebe, da OPN-ja ta opredelitev iz tega, ker so pač v tej pripravi OPN-ja, vključno tudi nosilce urejanja prostora, med njimi tudi komunalni, pač ta določba tudi komunalni, nismo če bomo potem dalje raziskovati, da te predpisne komunalne in tako naprej, da to je neka pač druga tema, no, ampak... To je pomembna tema. Dejstvo je zdaj, lastnik ne želi financirati po domačem povedano, da bo razložil, ker ima si tjerni slovo, je noče financirati obračališča, ker bi zaradi tega moral verjetno riskirati bistveno več parcel oziroma imel manj stanovanjskih hiš. Seveda, po drugi strani bo pa jutri prišel na občino, da moramo občinskega proračuna, komunala, na račun stroškov vseh občanov, plačati ljudi, ki bodo dodatno vozili smeti. Torej, jaz mislim, da treba jasno te povedati, če vlastnik to ne želi, bo moral na svoje stroške dodelati, ne pa da bomo potem zahtevali od komunale, konec koncem sektor komunale zahtevamo od drugih občanov, da bi vsi občani potem plačevali odvoz te smeti, ali človeka, ki bo vozil te smeti, zato, ker nekdo danes želi več iztržiti svoje parcele. Je pa tako ali? Ja. Jaz mislim, da prav, da svetniki vedete, da nam bodo jutri rekli, prišli sem, zdaj pa tam ne hodim in da bomo iskati smeti. To treba jasno povedati, jaz mislim, da prav, da se to nekaj tudi zapiše, da ta ena oseba, ki je ni želela riskirati smeti, ni upravičena, da bo morala komunala voziti od vseh hiš smeti. Jaz mislim, da to jasno treba povedati. Ker vse, kar komunala dela, to, kar se marsikjer danes od nas ne zaveda, dela na račun vseh občanov in vse, kar dodatne stroške področamo, pomeni, da dvigujemo ceno in zaračunamo vsem drugim občanom. Zato, ker je nekdo zaslužil, ker ni riskiral ene parcele. Ali pa zmanjšo parcele. Se lahko to zapiše zraven? V odlog? Ne. Jaz bi postavila samo to, da je v bistvu ob tej javni cesti je predviden prostor, kamor se bodo te smeti odlagale. Vsak, ki bo kupoval to zemljišče, ga bo kupoval s tem zavedanjem. Ja, ampak jaz mislim, da prav, da se to v akt zapiše. Da je bilo samo več strokovno, kako bojo, ker hočete akt združiti, če bi bilo v dveh, zato jaz mislim, da se danes ne združujemo akte, da delamo v neko združitev, ker je pripomba in se bodo druge serije pripravili v drugem branju in v drugem branju pripravili, kot je to zapisano. To je zdaj ena druga tema, je bi se pojavil. Ne, je pomembno. Ne, se bo nekaj šire se javno. Ja, vredo, se odpiram razprave, še vam zdaj ostali. Lahko mogoče sam... Župana, lahko mogoče sam še na to tem, samo lahko še posebno. Ne mogoče polo, ne vem, na hitro bi rekla, da mogoče to nekaj predmet odloka, ne? To je mogoče obrazložitev, zakaj je takšno rešitev v odloku. OPPN ima več sestavin, ima to izpolnjujočega dela, kjer je predloga 5 so obrazložitve prostorskega akta, kjer mi utemeljujemo, zakaj je kaj notri. Zdaj pravnik, ki bi znal dovolj povedati, se pravi, odlok, čeprav prostorski akt niso čisti pravni akt, ker določa pač malo drugačnosti, tako nas učijo, ne? Mogoče takšna stvar lahko piše v obrazložitev notri, zakaj je tudi pač to pač meni smo zdaj
zato vam to prenarede. Ne vem pa, što vi predmet odloka, no, še moja tam. Dobro, naprej, podpirate, če naprej samo se. Kaj se res samo Te moje, prosim, dajmo še odpreti razpravo, kdo še želi razpravo? Ja, sam tudi tam. Prosim, kdo še želi razpravo? To je pravično, zakaj ta še predpisi komunalne. Tudi pravzaprav se mi pravi več vprašanj, poskušala bom zadevo tako malo zdaj povezati. Prva stvar je ta, da nekako težko razumem, da mora imeti zakodirane smeti vedno vprašališče. Dejstvo je, da pa sicer v naravi ugotavljamo, da se to nekako naša mrežiška komunala izogiba odvzemati smeti tam, kjer se slučajno ne more čisto lepo pripeljati in potem vrniti, kar po vedenju, kako se to dogaja v Sloveniji, lahko rečem, da smo nekak unikum zdaj postali na tem področju, ker mislim, da vsako vozilo ima tudi zrakno vožnjo. Moje ključno vprašanje potem je bilo, ko sem gledala ta OBPN, glede šole Cerklje. Me zanima in upam, da ne posegamo že v tako mehno parkirišče med Mercatorjem in pa zdaj v tem prostorom. In sploh, ali se razmišlja v tem delu, da bi za delavce šole se uredilo parkirišče, ker tukaj je svet, ko se bo enkrat zadeva v Vojašnici uredila, tam več kot 3/4 ljudi sploh ne bo nekaj od te parkirati. Hvala. Hvala. Gospod Igor Zorčič. Ja, se oglasil na to temo. Zdaj smo bili strani krajanov nekaterih delnih skupnosti, Serina, Kozlava vas, tam bolj po krajnski strani, Čatež, opozorjeni na to, da je komunala prenehala odvažati smeti od njihovih dvorišč in da pričakuje, da se bodo smeti pripeljale nekam na neko zbirno mesto, nekje v javni poti. Skratka, uvaja se nek nov režim, verjetno vse z namenom, da bi se pokrila ta izguba, o kateri bomo danes govorili, polmilijonska izguba naše prejšnje komunale. Jaz mislim, da je to vprašanje, ki se ga danes dotikamo, tudi na zadnje s tem odlokom pomembno. Seveda, za naprej, za tiste, ki si bodo gradili hiše, je na mestu, da jih upozorimo, da se oni pa ne bodo imeli te možnosti, da se jim bo odpad vozil po sistemu odvratno, tako kot je državno odredno, ampak da bodo morali odpadke pač pripeljati na neko zbirno mesto. Tako da jaz predlagam, da mogoče res dorečemo za neke naprejšnje primere za novogradnje, kako se bodo odvažili odpadke, ampak ne moramo pa mi zdaj tega sprejemati kot neko načelno stališče občinskega sveta za vse tiste, ki so do zdaj uživali to, da jim je komunala prišla do njihove hiše in je odpadke odpeljala. Jaz mislim, da to nek izgovor, da ima komunala nov velik kamion, ki ne more iti zvratno ali pa ne vem, iskati neke nove izgovore, da to ne more biti neka spremljiva praksa, kateri bi naj sledil občinski svet. Tako da jaz predlagam, da se tu vendarle mogoče poišče nekaj rešitev za vse novogradnje, za bodoče primere, ne bi pa želel, da mi to organiziramo za tisto, kar smo imeli do sedaj in predlagam tudi komunalni, ko so imeli predstavniki danes prisotni, da se drži tega, česar so se do sedaj, da so ljudje po sistemu vrat odvažati smetine, pa da jih da silijo, da morajo voziti tiste kante za smetine, vem kam daleč neka javna zbirna mesta. Nasprotju z vsemi vrednami. Jaz umikam predlog v tem, da se te dve obravnave združijo. Bomo glasovali samo o tem, da se sprejme predlog odlok občinskih prostorskih načrtov, stanovanjske gradnje Cerklja, Krk skupaj s pripomogami za razprave. Gremo na glasovanje. Oziroma, pri 6. točki smo, ja. Pri 6. točki imamo pa, da se združijo. Ja, to se spremeni. Spremeni se sklep o spremembi meja, 6. točka. Najprej prisotnost in pa glasovanje. Ne vem, kaj je s tem tako.
Glasujemo? Ne vem, lahko sem še eno pojasnilo? Ne več. Prosim, lahko? Ne več. Ok, hvala.